Kolega Andrej Stopar, v uvodu tvoje knjige Pax Putina postavljaš citat Fjodora Tjutčeva, pesnika 19. stoletja, ki pravi takole, da je Rusija prav posebne vrste, ki je težko razumljiva. Si postavil ta citat namerno, izzivalno, z njim namreč tudi nekoliko polemiziraš. Kako tak uvod napeljuje bralca knjige Pax Putina? No, seveda uvod je namenjen, torej to je namerno dejanje. Gre za verze, ki so verjetno eni najznamenitejših, pravzaprav pogosto uporabljeni, stereotipni verzi pravzaprav. Polemika pa je pač v tem, da Tjutčev govori, da je Rusija, ki je tako kompleksna, tako zapletena, tako nedoumljiva, ni mogoče razumeti, ampak je potrebno vanjo preprosto verjeti. Ena popolnoma druga premisa forme mentis, ki jo pa jaz razumem kot potuho na nek način, kajti jaz mislim, da je Rusijo vendarle mogoče razumeti, jo je mogoče razlagati, vanjo seveda še zmeraj tudi mogoče verjeti, zakaj pa ne, se je mogoče z njo strinjati ali pa ne strinjati. In ravno z vabilom poskušati razumeti to, kar pač si jaz prizadevam povedati v knjigi, sem knjigo začel. Glede na to, si se kar družil z mnogimi ljudmi iz znanosti. Nekaj dan. Me zanima, kako intelektualci ocenjujejo zdajšnje razmere, recimo po teh 25 letih. Imajo tudi kakšen vpliv na oblikovanje političnega oziroma gospodarskega sistema, ekonomskega? Ali so v oporečniški trgi? V trenutku, v katerem zdaj govoriva, Rusija ni prav prijeten kraj za zelo kritično razmišljajoče ljudi. In intelektualci običajno so kritično razmišljajoči. Kritika je velika in ljudje, ki se znanost intenzivno ukvarjajo, so zelo razočarani v tem trenutku. Znanost nima več tistega položaja, ki ga je imela v sovjetskem času, ko so jih dejansko nekaj spraševali, jih prosili za nasvete in ko so akademiki sedeli tudi na visokih partijskih položajih. Danes so redki akademiki, visoki politiki, recimo Alfjorov je poslanec, ampak je redek primer. In običajno te gospode z spoštovanjem sicer nekaj vprašajo, še zmeraj uživajo to spoštovanje v družbi, ampak se bojim, da njihovega mnenja ne upoštevajo prav zelo. Mnogi se niti ne izpostavljajo pravzaprav zelo v javnosti. Redki so, relativno redki, glede na korpus akademikov, ljudje figurirajo nenehno v družbi. So tudi taki, ampak bistveno manj kot prej. Potem je pa tukaj še ta nesrečna, po mnenju znanstvenikov, reforma Akademije znanosti, ki je dejansko od akademije odtrgala njen premoženjski, če hočeš, del, kar pomeni, da je država ustanovila posebno agencijo, ki upravlja s premoženjem akademije. Akademija ima pa ogromno premoženje, ker to ni samo akademski zbor, ampak gre preprosto za množico znanstveno-raziskovalnih. Materialno, gre za nepremičnine, gre za toke financiranja, za dohodke, tudi konec koncev od aplikativnih raziskav. Nekje, ne vem, nisem čisto prepričan, da drži podatek, ampak pred časom sem ga prebral, da je letni proračun akademije približno 3 milijarde dolarjev. Kajti znotraj Akademije znanosti ruske deluje več kot 1000 inštitutov, najrazličnejših inštitutov in niso bazirani samo v Moskvi, ampak to so centri po celotni Rusiji, od daljnega vzhoda, predvsem sibirski bazen, potem in do evropskega dela Rusije. To je ogromen korpus, ampak ta reforma je bila pa usmerjena predvsem v moskovski del, kjer je sedež in kjer je največ tovrstnih inštitucij in kaj se je zgodilo z glavnega poslopja akademije, te znane stolpnice, na strehi katere je kovinska konstrukcija, ki nekako ponazarja možgane, ampak dejansko mnogi tujci mislijo, da je preprosto stolpnica ni zgrajena do konca. No, iz tega poslopja že izseljujejo posamezne inštitute, zato ker akademija ne upravlja več s temi prostori in zasedanje velikih površin postalo nerentabilno. Skratka, akademija je zdaj samo bolj ali manj častni zbor akademikov in dopisnih članov, znanstveno-raziskovalni in predvsem poslovni del te dejavnosti je pa v rokah agencije.
kar je prineslo veliko razočaranja, veliko grenkih ocen. Moram reči, da pravzaprav zelo pozitivnih ocen te reforme niti nisem zasledil. Pred kratkim sem se pogovarjal z moskovskimi kolegi ravno na to temo. Pogovor je bil pa zelo kratek, ker sta mi kolegice rekli, veš kaj, Andrej, nič novega in nič posebej pametnega od naju na to temo ne boš izvedel. Dve znanstveni novinarki, zelo ugledni, ruski. Ta zgodba ima še en grenek preokus, namreč mogoče gre za teorijo zarote, mogoče ne gre za teorijo zarote, ampak govori se in kar nekaj dokazov ne bi obstajalo, da je reforma posledica osebnih ambicij zelo ozkega kroga ljudi. Osebnih ambicij. Lahko povem konkretno ime, to je direktor Kurčatovskega inštituta Mihail Kovalčuk, brat Jurija Kovalčuka, ki je medijski mogotec, eden izmed lastnikov Prvega kanala in oseben Putinov prijatelj. Mihaila Kovalčuka niso želeli sprejeti med redne člane akademije. Akademija ima to moč. Se pravi, da kadriranje po znanstvenih kompetencah najbrž je vprašljivo. Je vprašljivo lahko, ampak v tem primeru je akademija očitno neke kriterije upoštevala, ki niso bili politični. In mnogi so prepričani, da gre zdaj za maščevanje zelo vplivnega človeka, ki ima velik vpliv na zelo ozek krog v Kremlju. Zdaj, a je to res ali ne, jaz seveda dokazal nisem držal v rokah, ampak o tem so mediji ogromno pisali. Konec koncev pa poznam kolega, ki je osebno govoril s človekom, ki mu je ta dotični Kovalčuk to napovedal že nekaj let, preden se je do reforme sploh prišlo. No, kako pa se kljub vsemu, čeprav praviš, da je znanost v Rusiji dokaj zaprta, je sploh čutiti kakšen vpliv Zahoda, recimo glede partnerstva, tekmovalnosti, pristranosti, marginalnosti v kontekstu tudi tega globalnega razvoja znanosti? Danes je pač svet tako zelo prepleten, da je nemogoče govoriti o popolni izoliranosti. Tudi danes, ko govorimo o določeni politični izoliranosti Rusije, ne gre za hermetično zaprt prostor, daleč od tega in tudi znanost seveda je enak primer. Ta zaprtost je relativna, odvisno od področja, od specializacij. Jaz sem prepričan, da ampak tega niti ne vem, nimam tolikšnega pogleda, da ogromno ruskih strokovnjakov na posameznih področjih deluje v povezavi s kolegi iz sveta, torej iz mednarodnega prostora. Seveda gre za določeno kompetitivnost tudi znotraj Rusije. Konec koncev vsi ti centri, ki jih omenjam ves čas, tekmujejo na nek način med seboj. Tekmujejo za sredstva, tekmujejo za državna sredstva, tekmujejo za mednarodne projekte. Omenil sem Tomsk, Tomsk je sploh znan po svojih mednarodnih projektih in pa ni edini. In ta sodelovanja so, konec koncev, nedavno tega je prišla javnost novica, da so sodelovali tudi z strokovnjaki inštituta Jožefa Štefana pri določenih raziskavah zdravljenja raka. Prav Tomska univerza. Skratka, povezave seveda obstajajo, stiki so. Ampak Rusija kot ogromna država, Rusija s to svojo izjemno znanstveno tradicijo je nekoliko nagnjena k temu, da k neki določeni samozadostnosti, vsaj v načinu mišljenja. In sploh pa, če se premakneva z področja naravoslovja in tehnologije na humanistiko in družboslovje, je pa sploh zgodba drugačna. Tam pa sploh vlada en zelo specifičen pogled. No, saj zato me zanima recimo to, kar praviš, da so se Rusi morali ob gospodarskem in političnem zlomu soočiti s vprašanji vrednot, vrednostnega sistema. To je področje humanistike definitivno. In kot praviš, je bila med temi tudi floskula izrednega ustvarjalnega in intelektualnega potenciala Rusov. Kako se taka floskula, kot praviš sam, umešča v vrednostni sistem? Na osrednje mesto. Ta floskula dejansko živi in je globoko vsidrana v razumevanje Rusov samih o sebi, razumejo se kot nacija z veličino, z bistvenim prispevkom
svetovni kulturi, znanosti, vsemu, kar se je dogajalo na svetu, tako rekoč zmeraj, no. Tu malo karikiram, pretiravam, ampak vendarle, ne. Globoko zasidrano je to prepričanje. Ne. In dejansko, kako ga argumentirajo? Seveda, če sledijo vsem tem tokovom izseljevanja, je to res. Sej, če sledimo imenom v zadnjih, ne vem, 150 letih, ne, se tudi iz monarhične Rusije je veliko ljudi, relativno veliko ljudi odhajalo, ampak predvsem se je to seveda intenziviralo v času Sovjetske zveze, torej po oktobrski revoluciji, potem pa Sovjetske zveze in po padcu Sovjetske zveze, ampak če sledimo tem mrežam, v vsaki raziskovalni skupini je nekdo, ki ima vse podoben priimek kot je ruski. Ne? In za en propagandistični diskurs, recimo v javnosti, je to zadosten dokaz, da so Rusi povsod in da so zaslužni za vse. Ne? In nenehno v javnosti figurirajo ti podatki, tam je tak človek z ruskim priimkom, tam je tak in sodeluje pri tem in tem, seveda to so ruski ljudje, seveda to je plod ruskega znanja. Ena precej posplošena zanka, ampak deluje in deluje do danes. To je, mislim, Rusi so sposobni narediti dokumentarec v Avstraliji, v katerem se pogovarjajo samo z ruskimi sogovorniki oziroma potomci emigrantov v Avstralijo in gledalec dobi občutek, da v bistvu so ne samo, da so jo odkrili, ampak postavili so vse, kar tam stoji danes oni. Na tak način je mogoče tudi narediti torej, dokumentarni film oziroma reportažo in jo pokazati po ruski televiziji in ljudje seveda bodo to verjeli. Saj zakaj pa ne? Saj dejansko tam je res veliko potomcev ruskih emigrantov, ki so res veliko naredili. Ne? Vprašanje pa, če so bili oni edini in da je vse, kar Avstralci danes imajo, izključna zahvala ruskim emigrantom. Seveda ne, ne moramo gledati na tak način. Ampak ta diskurs je nenehno navzoč. Kot mnoge države vzhoda so se tudi Rusi soočali z emigracijskimi tokovi. V zadnjih 6 letih naj bi se menda izselilo skoraj 1,5 milijona ljudi, predvsem mladih, in to ravno v obdobju, ko je oblast razglasila posodabljene države v inovacijah in pospeševanje visokotehnološko izobrazbo. Sprašujem te, če gre za običajen trend izseljevanja ali za ljudi s prebitkom osebnosti na področju določene izobrazbe. Eno in drugo. Namreč, seveda je bil moto po letu 2008 modernizacija. Druga stvar je, koliko je država dejansko za to naredila in koliko delovnih mest v znanstveno-raziskovalni sferi je sploh ustvarila. Ta statistika mislim, da ni tako zelo, ne podpira tako zelo formalnega mota ruske države. Zato so ljudje perspektivni, izobraženi, mlajši predvsem, seveda iskali možnosti in dodatnih specializacij in raziskovalnega dela v tujini. Hkrati pa je določena tendenca odhajanja in lahko jo pač opazujemo skozi vse obdobje, v daljši časovni perspektivi. Oba procesa sta se nekako tukaj združila. Statistični podatki so različni, ja, ampak ogromno ljudi je odšlo. Seveda so potem tudi v Rusiji začeli govoriti o begu možganov. Dejansko gre za to, kajti nesporno je, žal, da zahodni znanstveno-raziskovalni centri nudijo več možnosti. Vidijo perspektivnega, dobro izobraženega mladega človeka z veliko znanja in ga seveda želijo takoj izkoristiti. Medtem ko je ruski sistem še zmeraj precej zbirokratiziran in preden se ta človek z majhnimi plačami, torej plače v znanosti v Rusiji niso visoke, prebije po vsej tej hierarhični lestvici do po možnosti najvišjih nazivov, če se prebije, to je zelo dolga pot. Danes ljudje nočejo več tako dolgo hoditi. Zato so odšli. Je pa Rusija seveda tudi ne samo emigrantska, ampak imigrantska. Nažalost, pa v veliki večini prihajajo manualci, ne izobraženi ljudje, delavci. Nekaj tudi seveda zdravniki,
teh primanjkuje, ampak pretežno gre za nekvalificiran kader. Ta, ki se priseljuje množično v Rusijo, predvsem iz Srednje Azije. Znanstveniki podhajajo, ja. Pa ne samo znanstveniki, nasplošno izobražena mladina odhaja. Kakšna so tvoja predvidevanja glede stabilizacije, recimo ravno tega področja? Morda ocena na osnovi tega, kar veš, kar poznaš? Težko rečem, ampak mislim, da v tem trenutku ne kaže dobro. Ne kaže dobro zaradi politične napetosti. To pač pomeni določeno oviro, kar pač pomeni, da se in dejansko statistika za letošnje leto kaže, da se je izselilo torej v 10 mesecih bistveno več ljudi kot lani v celem letu. Nimam zdaj točno številko v glavi, ampak če se je lani recimo za primerjavo izselilo 250 tisoč ljudi, se jih je zdaj v 10 mesecih že veliko preko 300 tisoč. Kar pomeni, da se je trend ukrepil s političnimi zapleti, je veliko ljudi začelo po domače povedano pakirati. In so poiskali možnost, da gredo v tujino. Veliko govoric je, da bi naj Rusija, ampak to so samo govorice v tem primeru, uvedla izstopne vizume. Kar pomeni, da bodo morali ljudje dobiti vizum, da bodo lahko državo zapustili, svojo državo. Ne samo vizum, da bodo lahko v tujo državo vstopili. Kar pomeni, da dokler tega ni, je lažje odpotovati. Če se bo ta napeta situacija nadaljevala in ni videti konca, bo to za znanstveno sfero, če govoriva samo o znanstveni sferi, imelo negativne posledice. Ne more znanost prosperirati v težavnih političnih okoliščinah, razen če gre za zaprte inštitute, ki delajo izključno za vojaške namene. Tudi tega je precej. In ti inštituti bodo verjetno zdaj dobili, če že niso dobili nova naročila. Tam manjka ne bo. Ne? Ampak govorimo o eni zelo oskem segmentu znanosti, ki lahko seveda se širi s potrebami, če se bo zdaj res začela ta tekma v oboroževanju, pred katero vsi opozarjajo, ko primerjajo zdajšnje razmere s hladno vojno, potem seveda se bo znanost predvsem militarizirala, dobila nova sredstva v Rusiji. Ampak mislim, da bo to bo začaran krog. Vprašanje, koliko bo preboja zunaj neposredno oboroževalne sfere, do kakšnih spoznanj bodo prišli, ki jih lahko apliciramo v drugih področjih življenja, in kako se bo to znanje in ta intelektualni potencial pretakalo, ker to so zelo zaprti krogi. In čim postanejo vezani tisti, ki do zdaj niso, izključno na enega naročnika, ki želi visoko stopnjo tajnosti, potem se ti krogi zaprejo popolnoma. Tako da, kar zadeva pretočnost, družba, znanost, pretočnost znanj, idej, nekega razmišljujočega okolja, neke razmišljujoče atmosfere, v tem pogledu slabo kaže. In jaz zdaj opazujem stvari oddaleč. Ampak ohranjam stike. V tem primeru ne bi rad bil enostranski, ampak stiki niso optimistični. Ljudje, s katerimi se pogovarjam, ne izražajo posebnega optimizma, prej strah. Čisto oseben, čisto na življenjski ravni, pa tudi profesionalni. Hvala, Andrej Stopar. Hvala lepa za vabilo.